Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. V mojem srcu biva on, v mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, v mojem srcu biva on. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. Hvaljena Jezus in Marija. Adventni čas je čas, ko se bolj posvetimo drug drugemu, svojim bližnjim, prijateljem in predvsem svojim najdražjim družini. Ali je to tudi čas, ko se bolj posvetimo Bogu? Bogu posvečen čas ni nikoli izgubljen čas, kajti Bog je ljubezen, tudi ko ga izkazujemo iz ljubezni do Boga svojim bližnjim. Če nimamo ljubezni do Boga, tudi nimamo prave ljubezni do sočloveka in današnje premišljevanje o prihodu odrešenika na svet naj nam bo spodbuda, da ga bomo še bolj ljubili. Pri Bogu se vse začne in pri njem se vse konča. Alfa in omega, začetek in konec. Že nekaj časa poslušamo adventnega pridigarja Janeza Krstnika, ki nam kliče: pripravite pot Gospodu. Da bi pripravili Jezusu pot v naša srca in naše družine in da bi nas On spravil z očetom ter nas povezal z vezmi ljubezni, smo se zbrali k temu spokornemu bogoslužju. Za temelj človeške družbe je Bog postavil družino, moža, ženo in otroke. Družina je po Božji zamisli posredovalka življenja, pa tudi posredovalka vere in duhovnih vrednot. Zato bo današnje bogoslužje potekalo v znamenju družine. Naše srečanje začnimo z molitvijo. Molimo. Bog naš Oče, družino si naredil za temelj človeške družbe. Daj, da bomo po zgledu družine Tvojega Sina Jezusa Kristusa v naših družinah krepostno živeli, izpolnili poslanstvo, ki si nam ga zaupal in se v večnosti veseli sešli pri Tebi. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s Teboj živi in nas ljubi vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni si oblecite globoko usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kdo proti komu kaj pritožiti. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste tudi poklicani vanj v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas so k Jezusu pristopili farizeji, da bi ga skušali. Rekli so:
Ali je možu dovoljeno ženo odsloviti iz katerega koli vzroka? Odgovoril jim je: ali niste brali, da jo je tisti, ki jo je od začetka ustvaril kot moža in ženo in rekel: zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Zatorej nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči. Rečejo mu: zakaj je torej Mojzes naročil dati ločitveni list in jo odsloviti? Odgovoril jim je: Mojzes vam je zaradi vaše trdosrčnosti dovolil ločiti se od svojih žena, od začetka pa ni bilo tako. Toda jaz vam pravim, kdorkoli se od svoje žene loči in se oženi z drugo, prešuštvuje. Že na začetku Svetega pisma je zapisano, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi in jim dal Že na začetku Svetega pisma je zapisano, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi in jima dal naročilo: rastita, množita se, napolnjujta zemljo in ji gospodujta. Jezus v razgovoru s farizeji potrdi, da je Bog ustvaril človeka kot moža in ženo, ne dve ženi ali dva moža, s posebnim poslanstvom, da se po družini človeški rod nadaljuje. Od družine je odvisna prihodnost naroda, tudi malega slovenskega naroda, ali bomo v svoji lepi domovini sami gospodarji, ali pa bomo zaradi svoje sebičnosti dopustili, da nas bodo prerasli tujci, ker nas je Slovencev vedno manj. Družina pripravlja mladi rod na življenje, mu privzgoji delovne navade, poštenost, dobroto in ljubezen do domovine. Družina posreduje tudi duhovne vrednote, zlasti vero in ljubezen do Boga. Družina je cerkev v malem. V judovskih deželah je oče vsak dan zbrani družini prebral odlomek iz Svetega pisma. Gospod je tvoj Bog, edini Gospod. Ljubi torej Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. Zato so Judje, kjerkoli po svetu so bili razseljeni, ostali Judje tudi po veri. Tudi dan danes je v veliki meri od družine odvisno, ali bodo otroci v življenje ponesli vero kot vrednoto. Če družina zanemari versko izročilo, je malo upanja, da bodo otroci ostali verni. Blaženi Anton Martin Slomšek je zapisal tele besede: hočeš otroke za sveto vero oživiti, moraš tudi ti za sveto vero goreti. Hočeš otroke moliti prav naučiti, se moraš sam odkriti in pokrižati. Želiš otrokom prav dopovedati, koliko in kako čast imajo v cerkvi presvetemu zakramentu izkazati, imaš tudi ti poklekniti, kadar v cerkev prideš. Bratje in sestre, vabim vas, da skupaj razmišljamo o družini, si ob njej sprašujemo vest in molimo za naše družine. Prva črka besede družine je D. Ob njej pomislimo predvsem na dobroto. Dobrota je sirota, je tisti pregovor, za katerega bi marsikdo od nas dejal, da drži. Tako pravi žena, ki je leta in leta skrbela za dom in družino, a jo je mož zapustil in se preselil k drugi. Tako pravi mož, ki je razvajal svojo ženo in se potem čudil, da ni več zadovoljna z malim. Tako pravijo starši, ki so dopuščali svojim otrokom in jim izpolnili vsako željo, ti pa so jim obrnili hrbet in jih ozmerjali za starokopitne. Tako pravi družina, ki je posojala denar sosedom, ko pa je sama potrebovala pomoč, nihče ni imel ne časa ne volje pomagati. Jezus je rekel: vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Priznavamo, Gospod, da smo večkrat dobro vračali s hudim in premalo cenili delo in požrtvovalnost drugih v družini ali soseščini. Gospod, odpusti nam. Gospod, odpusti nam,
ker smo s spogledovanjem, neobvladanim obnašanjem, ljubosumjem, sebičnostjo in nezvestobo razvrednotili ljubezen. Gospod, odpusti nam, ker si nismo prizadevali za prisrčno smiljenje, dobrotljivost in potrpežljivost. Gospod, odpusti nam, ker smo slepi ljubezni razvajali otroke in jih nismo pripravili na življenje, ki zahteva tudi odpoved. Gospod, prosimo te, da bi bile naše družine šola dobrote in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da bi bili dobri do vseh, pripravljeni vedno pomagati, ne da bi za to pričakovali pohvalo ali plačilo. Druga črka v besedi družina je R. Ob njej pomislimo predvsem na razumevanje. Koliko žena joka, ker možje ne razumejo njihove potrebe po nežnosti, po medsebojnem pogovoru in pomoči pri vsakdanjih opravilih. Koliko mož seže po kozarcu, ker njihove žene ne razumejo njihove potrebe po uveljavitvi v poklicu, javnem življenju in dejstvu, da so tudi moški ranljivi. Koliko staršev se pritožuje nad otroki, ki se odločajo drugače kot oni, ki izbirajo drugačne vrednote kot oni, ki gredo svojo pot, čeprav imajo svoje starše radi. Koliko otrok godrnja nad starši, ker jih preveč utesnjujejo, preveč zanje skrbijo in jim ne priznavajo njihove drugačnosti. In vendar je treba reči, vsak človek je svet zase, svojo glavo in svojim srcem, pa tudi svojo odgovornostjo. Sprejeti ga in spoštovati takšnega, kot je, to je vsa umetnost medsebojnega razumevanja. Apostol Pavel nas berilu spodbuja. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če se ima kdo proti komu kaj pritožiti. Gospod, odpusti nam, ker nismo znali drug z drugim potrpeti in si odpuščati. Gospod, odpusti nam, ker nismo širili tvojega kraljestva miru in ljubezni, ampak smo sejali razdor in nerazumevanje. Odpusti nam, ker nismo dovolj spoštovali svojih staršev, ker smo se premalo potrudili, da bi jih razumeli, ker smo tolikokrat našli izgovor, da jim ni bilo treba pomagati. Gospod, odpusti nam, ker nismo dovolj ljubili svojih otrok, ker smo bili do njih večkrat krivični, jim vsiljevali svoje predstave o stvareh, o njihovih prihodnosti, ker nismo imeli časa in nerazumevanja za njihove probleme. Prosimo, Gospod, za naše družine. Gospod, prosimo te, da bi člani naših družin drug drugemu priznali dobre lastnosti in odpustili slabe. Gospod, prosimo te, da bi starši spoštovali voljo svojih otrok, otroci pa življenjsko izkušenost svojih staršev. Tretja črka v besedi družina je U. Ob njej pomislimo predvsem na upanje. Starši pričakujejo otroka in upajo, da bo zdrav, lep, pameten, dober, da bo v življenju nekaj dosegel. Otroci upajo, da bodo kmalu zrasli, uspešno končali šolo, dobili dobro službo, našli pravega zakonskega sopotnika. Vsi upamo, da bo naše življenje teklo brez večjih zapletov, da bomo zdravi, uspešni v službi, da bomo ljubili in bili ljubljeni, da bomo dolgo živeli. Toda kolikokrat smo razočarani, kolikokrat vsi naši upi splavajo po vodi, namesto zdravja bolezen, namesto uspeha poraz, namesto veselja žalost, namesto nebes pekel na zemlji in vendar naše življenje bi bilo brez upanja neznosno. Apostol Pavel zatrjuje, upanje ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu. Gospod, odpusti nam, ker smo premalo trdno verovali, da si tudi v težkih trenutkih z nami in se naše upanje zamajalo. Gospod, odpusti nam, ker iz malomarnosti ne izpolnjujemo upravičenih pričakovanj svojih najbližjih, osamljenih ter razočaranih. Gospod,
odpusti nam, ker smo vse svoje upanje gradili na materialnih dobrinah, premalo pa zaupali vate, od katerega nam prihaja vse dobro. Gospod je naše upanje, zato kličimo k njemu. Gospod, prosimo te za tiste družine, ki doživljajo kakršnokoli stisko, da ne bi ostale brez upanja na dober konec. Gospod, prosimo te za našo mladino, ki se pripravlja na zakon, da bi jih vera, upanje in ljubezen spremljale vse življenje. Četrta črka v besedi družina je ž. Ob njej pomislim predvsem na življenje. V prvih dneh zakona mladoporočenca življenje čutita kot pisan travnik, poln cvetja in zelenja, obsijan soncem. Mlada starša vidita življenje v družinskem gnezdu, ki nudi zavetje otrokom. Življenje je eno samo garanje in pehanje za boljši jutri, ki pa nikoli ne nastopi, pravijo razočarani upokojenci. Življenje je eno samo trpljenje, prebijanje skozi dolino solz, katero sonce skoraj da nikoli ne posije, so prepričani pesimisti. Kakor ima medalja dve plati, tako tudi življenje, sončno in senčno, pravi realist. Jezus pravi takole: Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Gospod, odpusti nam, ker zaradi sebičnosti naše družine niso vedno zibelke življenja, ampak žal tudi zibelke smrti. Odpusti nam, ker smo bili črnogledi glede bodočnosti in smo se premalo zavedali, da nam je življenje darovano, da ga tudi sami darujemo. Odpusti nam, če smo v težavah in bolezni obupavali in nismo znali križev življenja spremeniti v blagoslov. Odpusti nam, ker nismo dovolj pazili na lastno varnost in varnost drugih, ker nismo dovolj skrbeli za zdravje, ker nismo bili zmerni v kajenju in pijači. Zaupno prosimo Gospoda. Gospod, prosimo te, da bi naše družine razumele življenje kot tvoj dar in bi ti bile zanj vedno hvaležne. Gospod, prosimo te za vse, ki so razočarani nad tem, kar jim je prineslo življenje, da bi odkrili v njem tudi pozitivno stran. Peta črka v besedi družina je i. Ob njej pomislimo na imeti in imetje. Hočem, da mi kupiš to igračo, tiste bombone, ono čokolado, sitnari otrok v trgovini. Želim imeti takšne hlače kot sošolec, takšen računalnik kot sošolka, enak motor kot sosed. Želim, da bi si lahko privoščil vse tisto kot ta ali ona znana oseba, sanjar je mladostnik. Želim nov avto, pravi mož, jaz pa novo kuhinjo in spalnico, zahteva žena. Več imamo, več bi želeli imeti. Naše oči so nenasitne, naše roke preveč grabežljive. Jezus pravi: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Gospod, odpusti nam, ker smo pretiravali v skrbi za vsakdanji kruh, zanemarjali pa duhovne vrednote, ki človeka notranje bogatijo. Odpusti nam, ker smo napačno gospodarili z denarjem, ker smo zapravljali, nismo pa ga bili pripravljeni deliti z reveži. Odpusti nam, ker smo postali sužnji udobja, ki spodkopava našo odgovornost do drugih, nas odvrača od žrtvovanja za druge in nas lenobno uspava. Vse dobro nam prihaja od Boga. Prosimo ga. Gospod, prosimo te za naše družine, da bi v skrbi za materialne dobrine ne pozabile na duhovne. Gospod, prosimo te za družine, ki trpijo pomanjkanje, da bi ne izgubile vere v soljudi in vate. Šesta črka v besedi družina je n. Ob njej pomislim na nemoč. Tako rada bi, da bi v naši družini vsi držali skupaj, ostali med seboj povezani in trdni v veri, si želi mati.
Tako rad bi, da bi bil svojim otrokom zgled in opora, si želi oče. Tako rad bi, da bi ohranil zaupanje staršev in bil v starosti v pomoč in jim vedno kazal svojo hvaležnost, si želi otrok. Pa je vsak od njih tako nebogljen, tolikokrat razočaran sam nad seboj in nad svojo nemočjo. Jezus nas opozarja: kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Gospod, vemo, da si ti naša moč in upanje, pa smo v svoji nemoči redko klicali k tebi. Gospod, odpusti nam. Odpusti nam, Gospod, ker družini nismo molili z otroki in za otroke. Odpusti nam, ker smo odlašali, ko je bilo treba pomagati in si zatiskali oči pred stisko in nemočjo svojih bližnjih. Odpusti nam, Gospod, ker večkrat nismo govorili resnice in smo te v nemoči in stiski preklinjali, namesto da bi te hvalili in častili. V svoji nemoči prosimo Gospoda za pomoč. Gospod, prosimo te, pomagaj našim družinam, da bodo trdno verovale in vedno računale s tvojo pomočjo. Gospod, prosimo te za starše in otroke, ki so se zaradi nesoglasij razšli, da bi s tvojo pomočjo ponovno našli skupni jezik. Zadnja črka v besedi družina je A. A, kakor amen, kar pomeni tako je. Tako je, človek je odvisen od družine, iz katere prihaja in v kateri živi. Družina je odvisna od Boga, kajti vse prihaja od njega, če to priznamo ali ne. Bog je alfa in omega, začetek in konec našega življenja. Sveto pismo pravi: Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi torej Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. Gospod, odpusti nam, ker nisi bil ti na prvem mestu v naši družini in smo za vse našli čas samo za srečanje s teboj ne. Odpusti nam, ker smo bili premalo vztrajni v molitvi, ker smo raztreseno molili in se ob nedeljah nismo dražili svete maše. Odpusti nam, ker smo se tako malo trudili, da bi poglobili svojo vero in jo posredovali tudi drugim. Bogu živimo, se gibljemo in smo. Ker je naš Oče, ga prosimo. Prosimo te, Gospod, ohranjaj nas v svoji ljubezni, da bomo vztrajali v veri in te tudi iskreno ljubili. Daj nam resnično kesanje nad storjenimi grehi in utrdi nam voljo, da se bomo tudi poboljšali. V nekaj trenutkih tišine pomislimo sedaj na naš odnos do Boga in družine in s kesanim srcem stopimo pred Gospoda. Bratje in sestre, ob misli na dobrega Boga, ki je usmiljen Oče in rad odpušča, sedaj stanimo in skupaj obžalujmo svoje grehe. Molimo. Gospod, usmili se nas, ko v tvoji cerkvi priznavamo svojo grešnost. Reši nas vsakega greha, da se bomo s prenovljenimi srci tebi zahvaljevali in živeli v prijateljstvu s teboj, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Izpovejmo vero, ki je izraz zaupanja v Boga. Spokorno bogoslužje naj v nas obudi zavest, da je družina čez vse, je več kot karijera, več kot druščina prijateljev. Dobre in srečne družine so kraji srečnega otroštva in zibelke srečnejših časov. V nadaljevanju prisluhnimo razgovoru, ki ga je imel gospod Albin Škrabl, moderator oddaje Pot poti, z gospodom Jožetom Lipovškom, župnikom župniji svetega Petra v Malečniku. Glej, zvezdice Božje migljajo lepo, odprto široko je sveto nebo.
duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo iti. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo iti. Obljuba predavna postala je res, sveličar je rojen ljudem iz nebes. Pri ubogi pastirci na slami leži, si revščino izvoli, ponižnost uči. Pri ubogih pastircih na slami leži, si revščino izvoli, ponižnost uči. O srečne dušice, ki njega dobi, z nebeško tolažbo jim polni srci. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Z našimi gledalci smo že razmišljali o družini in jih tudi sedaj prisrčno pozdravljam. Videli smo tudi slike Gorce, župnije Malečih in sedaj toplo pozdravljam tukajšnjega župnika Jožefa Lipoška. Bog daj in Bog živi za naše domače kraje poti. Bog daj tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Ker smo že govorili o določenih zadevah, bi pravzaprav predstavljal ta božični čas. Morda bi pričela z adventnim časom, kako se pripravljamo, morda bi bilo drugače, takrat, ko ste še bili malo manjši, ampak tisto bistvo pa verjetno ostalo. Ja, adventni čas je čas lepe duhovne priprave na praznik Jezusovega rojstva. To je čas 4-tedenskega intenzivnega duhovnega pripravljanja. Že Janez Krstnik pravi, pripravite pot Gospodu, in se mi zdi, to je bistveno tako za mlade kot za starejše, da pripravimo v svojih srcih Gospodu pot in da pripravimo vse tisto, kar je potrebno, da bi res bil Božič lep in doživet. Tako da nas adventni čas potem vodi v samo srčiko praznovanja, to je praznik Gospodovega rojstva, ki ima za temelj praznovanja torej praznik Jezusovega rojstva, polnočnica, praznovanje z Jezusom in sveto družino, potem seveda tudi svetonočna večerja, lepo srečanje z družinskimi člani, potem tudi odhodke polnočnici, skratka veliko lepih drobnih pozornosti, ki nas še bolj zbliža med seboj z Bogom. Naši gledalci so še tudi tisti, kateri še niso spoznali Božje ljubezni, kaj pravzaprav pomeni beseda spokorno bogoslužje. Prej ste omenili advent, tu je potrebno tudi omeniti adventni venček, morda na kratko. Ja, spokorno bogoslužje je sestavni del adventnega časa in pričakovanja. Tukaj je ponavadi adventna sveta spoved, ki nas tudi uvaja v notranjost svoje osebnosti, v to, da opravimo, da se očistimo grehov in da stopimo s čistim srcem pred novorenega odrešenika. Zdaj je spokorno bogoslužje taka lepa duhovna priprava, ki nas vodi k temu, da človek stopi vase in da spozna tisto, kar je potrebno spoznati, torej svoje grehe, svoj odnos do Boga, bližnjega in samega sebe. Zato nas spokorno bogoslužje lepo notranje duhovno pripravi na sveto spoved, ki je potem posledica tega spokornega bogoslužja. Gre za torej pregledano duhovno inventuro, tako tudi naredimo v trgovini inventuro ob koncu leta, tako tudi na duhovnem področju naredimo duhovno inventuro in pogledamo,
nekako v svojo duhovno situacijo, kje smo. Potem ima verjetno tudi adventna svečka, tudi svoj pomen, tudi takrat, ko se v družini zberemo, molimo, samo v cerkvi. Ja, sigurno, to ima, vsaka sveča ima svoj pomen, ne, na adventnem vencu. Prva sveča je luč človečnosti, to pomeni, da človek tudi samega sebe sreča, se zbere, v notranjosti pregleda svojo pot življenja. Potem je druga lučka, je luč spreobrnenja, a ne? Že tisto, kar v sebi začutim, kar spoznam, kar mi je žal, potem tudi pride luč spreobrnenja, da tudi naredim nekaj konkretno v svojem duhovnem življenju. Potem pride luč veselja, Gaudete, nedelja, ko že se bliža ta Božič, Kristosovo rojstvo in je že več luči, več svetlove v mojem srcu in potem še luč polnosti, ko pa gre res vse je razsvetljeno, na adventnem vencu vse luči gorijo in pomeni, da je moje srce pripravljeno, sem na poti k prazniku Jezusovega rojstva. Pride potem tudi sveta noč, polnočnica. Tako, in potem pride polnočnica, kar je višek doživetja in potem naslednji dan tudi božični praznik, najprej zorna maša ali pastirnska maša, potem dnevna sveta maša in to je lepo praznovanje. Pri tem nam je pa verjetno sveta družina lahko vzor, oziroma tisti prvi pokazatelj. Sveta družina je velik vzor, namreč ti odnosi med Jožefom, Marijo in Jezusom in to življenje, preprosto življenje, bili so revna družina, niso imeli kakšnih posebnih premoženskih, torej raznih dajatev, potem raznih posestev, čisto preprosta nazareška družina, ki je živela svoj vsakdanji trip, ampak v popolni res povezanosti z Bogom. Jožef, njegova vera, vemo, kako je rasla, kako se je krepila, kako je moral tudi samega sebe nekako vzeti v roke, bi rekli, ne? In spoznavati, kaj mu je storiti. Bile so tudi zanimive situacije, veliko je bilo treba pokazati svojo očetovsko plat življenja, svojo moško držo, odločati se, a ne, ker je vendarle glava družine. Potem zanimiva drža Marije, Marija res v vsej preprostosti in skrivnosti sprejme Božjo voljo, se odloči, gre za Bogom, sprejme Božje povabilo angela, spočne in rodi Jezusa Kristusa, pa tudi Jezus, kjer se vsak izmed nas najde, kako je tudi on spoštoval starša, kako je tudi on v sveti družini odraščal. 30 let je bil pri sveti družini, tako da je lepo obdobje bilo. Tako da nas sveta družina uči enih lepih družinskih medsebojnih odnosov. Zatem pride lep praznik sveti trije kralji. Ja, sveti trije kralji, tudi lepo sporočilo, namreč trije modri kot predstavniki različnih narodov gredo na pot po naročilu kralja Heroda. Oni najprej tudi sami iskalci vere, to moram poudariti za naše gledalce, iskalci vere, odkrivajo, počasi se jim odpira srce in potem se po drugi poti vrnejo nazaj. So notranje tudi nagovorjeni, spremenjeni in razsvetljeni od luči Jezusa Kristusa. Zatem pride tudi pepelnica, ki pa ima tudi svoj simbol. Pepelnica je začetek svetega postnega časa, to je že ta obred pepeljenja, potem besede, spomni se človek, da se pravi povrneš, ali spreobrni se in veroj evangelijo. Torej vstop v neko novo obdobje, ki bo spet imelo spokorno bogoslužje, sveta spoved in pa za vrhunec velikonočno praznovanje. Naši gledalci so že razmišljali, ko smo prej dejali o družini in tudi da nekako so se lahko pripravili na tole, upam, da so tudi sodelovali. Kaj bi pa pravzaprav, čeprav bi vprašanje tudi bilo ne samo za vas, ampak bi pa naših gledalcev morda pomagali, kaj bi pravzaprav Jezus dejali, če bi se z njim srečali? Ja, to bi bilo zanimivo srečanje. Mislim, da bi kar ovo poslušal, kaj bi on meni rekel, ne jaz njemu, ker je vendarle Bog, a ne, in če pa bi mi že dal možnost, kakšno vprašanje bi ga vprašal, kaj naj naredim, da bom še boljši, kaj naj naredim, da bom še bolj služil Bogu in cerkvi, ne, kaj je tisto, kar Jezus želi od nas. Mislim, da bi bilo v tej smeri bolj moje vprašanje.
Morda bi se še dotaknila, ko ste prej menili, greh je tisti, ki nas pravzaprav ovira, oziroma nam do nekaj prekriža pot k Bogu, da postanemo dobri, boljši, bolj plemeniti. Ja, greh je zavrnitev Božje ljubezni. Se mi zdi, da je to nekaj, kar poruši naš odnos, našo človeško naravo za Bogom. Že Adam in Eva sta to spoznala. In tudi mi, ki smo dejansko ranjeni od greha, vedno znamo vsak dan spoznamo, kaj greh povzroči v nas in kakšne so posledice in kaj se zgodi, če človek greši. Sicer res je, da marsikdo misli, da res ni kaj posebnega greh, ampak ko pa ti spoznaš, da greh povzroči v tvojih mislih, besedah in dejanjih tudi kakšno takšno posledico, ki vpliva ne samo na osebno življenje, ampak tudi na življenje drugih okrog mene, potem pa vidiš, da je le vredno iti k sveti spovedi in se res vedno pogosto spovedati in tudi pogosto prejemati zakrament svete sprave. Kaj pa zapravo pomeni molitev občestva? Ob tej priložnosti pa tudi bi rad odgovoril gledalcu, ki mi je pred letom dni pisal o molitvi, pa sem od takrat namignil, da naj začne in se mi je zdaj javil. Sam verjamem, da ima molitev isto moč, da je tudi v družini postalo drugače, oziroma da je postalo boljši človek in Bogu hvala za takšno pričevanje, sicer kratko, ampak mislim, da lahko marsikoga nagovori. Ja, res je. Brez poklone Gospodu in poklone tudi Jezusu, da nam je dal molitev. Jezus je svoje učence naučil moliti, Oče naš. Potem sam se je zatekal v molitvi. On je noč prečul molitvi, preden si je zbral apostole. V ključnih trenutkih je šel v molitev. In to ne samo 5 minut, kot je ponavadi res naša hitra molitev, ali pa pol ure, rožni venec, ampak je on noč prečul molitvi. Zato je bilo dobro, da bi vsak izmed nas zdaj res pred ključnimi trenutki življenja res šel v neko poglobljeno molitev. Molitev, da človek stopi v samega sebe, ali da gre v cerkev, ali pa da gre v naravo, kjer tudi najde enako odnos z Bogom. Lahko sveta maša poveže družino. Sveta maša je sploh družinska sveta maša, in je za družine. Je sveta maša namenjena, da družina dobi pri sveti maši tisto, kar potrebuje za svoj odnos. Ker tukaj vidimo Bog je tisti, ki se je razodel, živel, rodil v družini. Tako da je sveta maša res namenjena ne samo posameznikom, ampak res družini. In zato pri sveti maši nagovarjamo družinske člane. Tukaj se vsakega dotakne lahko. Jaslice recimo imajo veliko sporočilo, so jaslice za družino in tudi družina pripravlja in ji družina v njih moli. Zato skratka je res božični čas res namenjen družini. In tudi Jezus je živel v družini in je sam spoznal, kakšni so ti družinski odnosi. Kaj pomeni to zapravo beseda, da v Bogu živimo, gibljamo in smo? Velikokrat to besedo preslišimo, ampak bi se bilo velikokrat skoraj vsak dan verjetno treba vprašati. Ja, to je zelo temeljna. To je zelo temeljna res Jezusova misel, da v njem živimo, se gibljamo in smo. Kajti dejansko vse naše življenje poteka ravno v Jezusovi moči, v Jezusovem načinu razmišljanja in Jezus je tako preoblikoval svet, da je tudi naše mišljenje tako naravnano, da živimo, mislimo, govorimo in delamo tako, kot Jezus dela. Torej, naše življenje naj bilo čim bolj upodobljeno po Jezusu Kristusu. Zato res v njem živimo, se gibljamo in smo in brez njega ne moremo nič storiti. To vedno znova človek spoznava, posebej bolj ko je starejši, bolj človek spoznava, kako vendar je Božja volja še kako navzoča, kako Božja previdnost vodi svet in človekovo življenje. Zato vedno bolj se ta stavek uresničuje v človekovem življenju in človek spoznava, da ni sam sebi namen, ampak da je človek postavljen za to, da slavi Boga in da posvečuje druge
in sebe. Morda bi še kakšno besedo o tem lepem vašem križnem potu v naravi povedali, ker velikokrat se vidi in tiste prave mince do družin, ki kar lepo obiskujejo ta vaš križni pot in pri tej priložnosti tudi naše gledalce daje Plod poti povabil, ko bodo na Štajerskem, da tudi zavijejo za Malečnik in že na Libo bodo videli to lepo Marijino cerkev na Gorci. Ja, res je, zato res vas povabim, da pridete pogledati naš križov pot, ki smo ga obnovili. Res je, da ima križov pot posebno simboliko. Gre vendar ne za človeka zopet. Križov pot je namenjen človeku in njegovi duhovnosti. Zato, ker že sam, ko človek mora iti na pot, ob kapelicah križnega pota je to že en določen napor, ne? Da se človek posle na hrib, je potrebna volja. Ne? In če pa v to vključimo še duhovno dimenzijo trpljenja našega Gospoda, potem pa se naš napor enostavno zlije za to Jezusovo daritvijo ob križu in na križu. Ne? Da človek lahko tudi spoznava o tem, kaj je pa Jezus storil zame, kaj je pa On naredil, ko je nesel križ. In ko je bilo še veliko bolj strašno trpljenje, kot pa recimo moja pot ob kapelicah, ko se lahko ustavim, a ne, on je pa celo padel, on je pa celo blagoval žene, potem Marija je bila bližnjem potu in je to ena takšna lepa duhovna pobožnost, ki jo lahko molimo vsak trenutek našega življenja. Ni potrebno samo v postnem času, ampak se lahko človek osebno ali v skupini posebej poda v kapelicah in moli to lepo pobožnost. Kako naj izgleda pravzaprav krščanska družina, da zaključimo tole, ta božični čas, ta lepi čas? Krščanska družina naj bi bila čim bolj razsvetljena po sedi družini, to je prvo. Drugo, krščanska družina naj bi čim bolj živela te odnose svete družine, ne? Da bi res očetje se našli v modrosti svetega Jožefa, v njegovi očetovski drži, kako je znal situacijo spoznavati strani Božje volje in je tudi spomnil žene in matere v Mariji, Marijinem zgledu. To je čudovit zgled za naše življenje. Marija je naša mati, Marija je Božja mati, tako da lahko najdemo čudovit zgled v življenju Božje matere Marije, v tem sprejemanju Božje volje, premišljevanju Božje besede. In potem najmlajši v Jezusu Kristusu, zdaj v jaslicah, potem kot odrasel Jezus, kako je živel ta odnos v družini in kako je potem sam odreševal svet, kako je sprejemal ljudi, kako jih je ozdravljal, kako skratka tudi mi naj živimo ta lepi odnos svete družine. Pripravljate tudi en lep koncert, morda tisti gledalci bodo si ta koncert lahko tudi gledali na spletnih stranih vaše župnije, pa tudi na krščanski strežniku RKC, morda besedo dveh. Ja, to je res lep koncert. Namreč zelo sem vesel, da sem te člane dobil. Imajo zelo veliko nastopov in zato sem vesel, da mi je uspelo najti prost termin skupaj z njimi in zato bi res rad povabil vse vaše gledalke in gledalce Plod poti, da bo v nedeljo 9. januarja ob 18. uri v naši župnijski cerkvi svetega Petra lep božični koncert z lepimi izbranimi božičnimi melodijami in zanimivost je pa ta, da slovenski oktet tudi letos praznuje 60 let. 60 let nastopanja, delovanja. Veliko generacij je šlo skozi vsa ta leta. Gledalke, gledalci se verjetno spomnijo še znanih pevcev, kot so Čare, Ambrož, Kozglevčar, Drmota in drugi pevci, ki so oblikovali te vrste slovenskega okteta. Danes je mlada generacija in tudi odlično pojejo, odličen pristop. Tako da je res lepa priložnost, da ob koncu božičnega časa, ob nedelji Jezusovega krsta, res doživimo še enkrat lepoto sporočila božične skrivnosti, ko bomo lahko gledali jaslice zraven in uživali ob prepevanju slovenskega okteta in sporočilnosti teh lepih božičnih melodij.
Danes smo bili malo daljši, začeli smo v župniji Sveti križ Mariboru, končali župniji Malešnik. Žal se moram končati, jaz z verovcem kot vam želim blagosloveno Gospodu leto 2011 in vse dobro. Tudi vam želim obilo Božjega blagoslova, tudi v tem Gospodovem letu, da bi še veliko lepih oddaj se rodilo in da bi gledalke in gledalci tudi sprejemali to sporočilo svetega božičnega časa, da bi res bilo čim več razumevanja v vaših družinah, čim več Božjega blagoslova, čim več, da bi živeli te odnose svete družine in da bi v vaših družinah res živeli Jezusov evangelij in živeli po Božji volji. Vas, spoštovani gledalke in gledalci, pa lepo pozdravljam s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Sveta noč, blažena noč, prišla je nam pomoč, dite Božje v jaslih leži, grešni zemlji radost deli. Rojen je rešenik, rojen je rešenik. Sveta noč, blažena noč, radosno pevajoč, angeli Gospoda slave, mir ljudi na zemlji želi. Človek zdaj si hotit, človek zdaj si hotit.